Ful mi je zanimivo, kako zdaj ženske so se kar navadile živeti na minimalno energije, brez fokusa, da so skozi razdražljive, z minimalnim libidom. Kot da je to nekaj vsakodnevnega, normalnega. In pol itak spiješ eno kavo, misliš, da ti bo to pomagalo, v bistvu vse kratkoročno je učinek, ampak potem, ko se kofein izloči, je v bistvu telo še bolj izčrpano. Zato se mi v takih primerih zdi bolj smiselno, ne vem, vzeti neko, na primer mako, ko je v bistvu gomolj, ki uravnava hormone in deluje bolj na dolgi rok, postavlja neko ravnovesje v telesu. Maka je drugače že stoletja uporabljena v ta namen za povečanje energije, energijo za uravnavanje hormonov, izhaja pa iz Peruja. Je pa sicer maka, mislim, ni glih najbolj dobrega okusa, no, tako da, če jo hočeš dolgoročno uživati, je po moje lažje v kapsulah, ke samo spiješ z vodo, da si pač, ker pri maki je zelo pomembno, da dlje časa jemlješ, ne samo en teden, ker ti ne bo na kratek rok pomagala, moraš dlje časa jemati, da pomaga uravnovešiti hormone. Mi je pa vseeno pomembno, kako mako zbereš, fajn je, da gledaš res, da je 100%, da nima nekih nepotrebnih dodatkov noter. Tale malinčina je na primer super, ker je tudi iz ekološke pridelave, in je v želatinizirani obliki, kar pomeni, da se lažje absorbira in je boljša za prebavo, no.